Kaj pomeni, da priporočajo klepetovi strokovnjaki? Zdaj, če lahko opišeš celoten in dejanski proces enega produkta, ki pride recimo. Zdaj, klepetovih strokovnjakov je res ogromno. V Sloveniji, mislim, v oddaji smo gostili več kot 5000, 6000 gostov, ampak ti klepetovi strokovnjaki dejansko grejo kar čez mejo. V tem smislu, da so to tudi različni zdravniki, specialisti, strokovnjaki, ki delujejo na privatnih klinikah, s katerimi sem se sama povezovala, ali pa mogoče delujejo v svojem okolju, ki sem ga jaz dejansko obiskala. Se pravi, s svojimi potovanji, in prepotovala sem več kot 40 plus držav, sem jaz ustvarila neko tako mrežo ljudi, ki imajo znanje za določene zadeve. Tako da klepetovi strokovnjaki niso samo gosti, ki so dejansko bili v oddaji, ampak so dejansko tudi drugi ljudje. In ti drugi ljudje, drugi specialisti, zdravniki, razvijalci, inovatorji in tako naprej, na koncu koncev tudi pridelovalci, ponudijo tiste informacije, ki dejansko morajo. In zdaj, da nek produkt pride v Slovenijo pod znamko klepetovi strokovnjaki priporočajo, je to proces, ki včasih traja pač več let. Velikokrat povem najbolj transparenten primer recimo za Furkumo, ki je trajala zadeva več kot 4 leta, se mi zdi, ker Indijci zelo dobro vejo, da v Evropi ne vemo, kaj je dobra kurkuma, in to s pridom potem izkoriščajo. In je bilo treba najti res dober nasad, fair podjetje, ki tudi ne izkorišča, ki ne uporabljajo pesticidov, ki ne špricajo in tako naprej. In pač te zadeve lahko trajajo zelo dolgo, več let. Recimo jutranji prižig, ki je pa mogoče zdajle trenutno najbolj aktualna zadeva, Morning Hydro Boost, to je trajalo ful časa. Najprej je 1 leto trajalo samo moje negodovanje, ker nisem našla nobenih dobrih elektrolitov, ki bi imeli zraven še minerale v sledovih, pa inozitol, pa kreatin, pa glicin. In predvsem, če je že bil dober produkt v smislu formulacije, je pa imel en kup nekih sintetičnih ojačevalcev in tak naprej, ker pač folk se pali na okus, tako rekoč. In pač ni bilo nič takega. In potem je bilo pač to treba razvijati ful časa, in pri tem produktu recimo šlo največ časa zaradi tega, ker smo hoteli priti do okusa, ki je sprejemljiv za ljudi, brez da bi bila slaba formulacija. Tako da ja, ta proces je dolg, ampak ta mreža klepetovih strokovnjakov nam v bistvu tudi pomaga, da ljudem svetujemo, da vemo, na koga obrniti za pač probleme, za izzive, s katerimi se soočajo.